Juni, juli, avgust in september 2013 so zaznamovala naslednja imena. Ivan Komeli, Donatela Rutar, Gregor Božič, ki ga danes tudi študent ni z nami, in Sonja Leskovar. In se vsedem k našim trem gostom. Ivan Komel v Biljah že pol stoletja vodi knjižnico, namenjeno krajanom iz tega in drugih okoliških krajev. To počne povsem prostovoljno in to ni čisto prava profesionalna, ampak zelo srčna knjižnica. Tako kot Ivan tudi v svojem kraju še vrsto drugih funkcij opravlja s srcem. Gospod Komel, vi po poklicu niste knjižničar, pa vendar so vas knjige tako prevzeli, da ste se jim posvetili za vse življenje. In po upokojitvi knjižničar, takšen neprofesionalni, seveda tudi ostali. Kako se je začela ta vaša ljubezen knjig? Ja, ker sem prišel iz vojska, je mladinska organizacija odnudila, če hočem prevzeti. Jaz sem vzel, brez da bi bil bralec. To sem vodil zdaj 50 let, skozi. Pa vi poznate, sem rekla, čisto po primorsko, čisto vse svoje bralce, od najmlajšega do najstarejšega. Sigurno, 100%. Kaj pa prve knjige se mogoče spomnite? Ja, prav ne, Vinetu je bil. Vinetu je bil. Ampak tisto, kar je zanimivo, je pa to, da potem, ko je gospod Komel postal naša osebnost primorske, so ljudje darovali knjige, koliko jih je prišlo v vašo knjižnico po vaši zmagi? Približno 300, no niso vse registrirane še. Hvala. Donatela Rutar že 20 let vodi zelo poseben kulturno-umetniški projekt Postaja Topolove, Stazione di Topolo, ki je oživil majhno vas v Benečiji. Nekoč je bila čisto na koncu poti. S tem projektom pa je tudi Benečija spregovorila širšemu svetu. Projekt sicer, takole uradno bomo rekli, živi poleti, ampak diha pa seveda vse leto. Donatela, vi ste svet pripeljali k vam, in to je poseben festival, ki nima tekmovanja. Ta festival ljubi tako skedenj, kot ulico, kot trg, kot tudi gost in je povezal krajane in umetnike vsega sveta. Ena lepa zgodba. Ja, za ki prostor, za ki Topolove ni bilo poznano, ni bilo na nobeni mapi in kar smo začeli 20 let od tega, klicati umetnike od celega sveta, s tisto idejo, da je vsak prostor mora biti tudi center sveta. In tako, da je Topolove je postalo kot malo center, ne samo za Benečijo, ma za vsi nas, ki smo imeli tako malo v srcu našo Benečijo. In tako se je vse odprlo, smo začeli delati, smo povabili več kot 400 umetnike in oni pridejo, delajo, se poklonijo vsi in z darom, tako brez nič. Mi samo kličemo, da je... In oni radi pridejo. A jih bomo zaproskali? Smo, besedica, ki bi jo lahko izgovorila tudi SMO, ampak smo, mi smo, in oni so na zemljevidu. To je tudi kratica za slovensko multimedijsko okno, projekt, ki ga je podpisala Donatela in gre za zelo poseben in zelo inovativen muzej, ki predstavlja eno posebno kulturno krajino. So tisto krajino, ki gre od Mangarta do zaliva v Trstu, recimo od Kanalske doline do Krasa in do Istrije. Ideja od tega muzeja, ki ima center v Špetru, je prav tista, da je inovativni, ker je ne samo multimedialni, ima tudi interaktivni muzej. Moderni jezik, ne? Ja, in je tako poštudiran na malo umetniško delo, kot navadno delano. In ogled na te krajine je zelo poseben in vsak se zbere, ki hoče gledati ali pošušati od naše kulture, od vse te slovenske kulture, ki gre na meji
in se tako prepleta in tako obogateje Italijo, za tiste, ki se tiče ne samo Videnska, ampak tudi Goriška in Tržaška pokrajina. In se mora poslušati in videti vso to bogatijo. Vse bogatstvo tega vso. lepega jezika. Ja. Hvala, Donatela. Zdaj bi z nami moral sedeti tu seveda Gregor Božič tudi, ampak ker je filmski režiser na podiplomskem študiju v Berlinu, ga seveda zdaj ni tu, ampak je prav, da mu namenimo nekaj besed. Gregor je en zelo poseben fant, pred nekaj leti je začel raziskovati, kam in zakaj so z domačije njegove none v Goriških Brdih izginile stare sadne sorte. Ker je filmar, je po teh krajih hodil s kamero in je na filmski trak zapisoval zgodbe ljudi in opazil je, da ko govorijo o sadju, se njihova srca odprejo. Spomnili so se nonine marmelade, kako je neka soseda imela takšno ali drugačno hruško in potem je nastala ena nova zgodba, Gregorjeva zgodba, Vzorčni sadonak, knjige o sadju, nekoč bo mogoče nastala celo Venetska banka cetičev. Gregor je, kot rečeno, v Berlinu, pripravlja svoj prvi celovečerni film, ampak takole nam je povedal, kakšno je bistvo te sadne zgodbe. Meni je bilo osnovno zanimanje v bistvu te prav sadeži, ki so ostali v spominu ljudi, zato ker se mi je zdelo, da če ostanejo v spominu, imajo neko vrednost. Kratko in jedrnato, kar ostane v spominu. In zdaj je kratko in jedrnato. Na sredini sem, še malo te bom zvedla. Ne, sem htela samo videti, če mogoče imamo to provetko s temi semenčki. Ne, nimamo. Pilči. Ne. Zato, ker sem se spomnila, jaz sem nekaj se skregala s fantom in sem bila tako jezna na moške in sem rekla, jaz bom pa naredila si umetno za nositelj, pa je rekla, no, še kaj. Vsaka tako provetko bom šla in si bom zbrala enega po podatkih, lepega, ja. In potem je rekla, no, to ne gre, sem rekla, kako ne gre? Se pa da gre, rekam, daj, kako bo to šlo. To sigurno ne mora iti za provetkami, kako bo moški zadev proveto, če falija ga školjko. Lahko bi se v knjižnici nekaj povedala, recimo, zato ker enkrat smo šli s prijateljco, smo šli po Ljubljani, smo bile lačene in potem smo prišli notro eno lepo stavbo, res lepo in moja prijateljica je rekla, kaj lahko dobim to free? In pa je rekla, gospa, to je knjižnica. In moja prijateljica je rekla, pardon, kaj lahko dobim to free? Kaj lahko še gospod Sonja? Najlepša hvala, ampak jo bom najprej predstavila. Sonja Leskovar, vi veste, iz Nove Gorice lahko sem kar pritekla. Ona je namreč ultramaratonka, ki je v 10 dneh pretekla 700 kilometrov in tako objela Slovenijo. Sporočilo tega teka je bilo pomoč otrokom in družinam v stiski. Gledajte, kako je filigranska, in toliko kilometrov je pretekla. Sonja, veliko dobrodelnih zgodb je pravzaprav povezanih s tekom, ampak vi ste, vsaj koliko mi vemo, prvi, ki ste v ta namen objeli celo Slovenijo in bi vas zato vprašala, kakšni pa smo Slovenci in kakšna je ta država? Slovenci smo topli. Smo, ja, topli, lušni, prijazni. Kjerkoli smo bili, so nas zelo lepo sprijeli. Res, zelo prijetno sem bila presenečena. Sonja je sicer medicinska sestra in dela na kardiološkem oddelku bolnice v Šempetru. Težki bolniki tam ležijo, ampak vendarle, a vam uspe, recimo v svojem delovnem okolju, ne samo med pacienti, širiti ta pozitivni virus v zdravem telesu? Ja, med pacienti pač je kar dosti zanimanja, oziroma sprašujejo, jih zanima, kaj počnem. In tudi vse več mojih sodelavcev in zdravnikov se je začelo ukvarjati s tekom. Ker ste vi dober vzor. Ja, tako nekako. A bomo mi tudi začeli?